Ko sem razmišljal o tem, kaj je rdeča nit teh slik, sem nekako razmišljal o bivalnih okoljih, o prostorih, kjer se znajdejo subjekti in objekti tehnološki, tako organski kot anorganski, skupaj na enem mestu. In sem prišel nekako do sklepa, da je to v bistvu neke vrste habitat, kjer se to nahaja, in če smo bolj podrobni, so to antromi. Ker antrom je antropogena biosfera, se pravi, to je okolje, ki ga je človek priredil po svoji potrebi. In nekako, če gledamo zgodovinsko, vidimo, da so antromi nekako po letu 2000 že prerasli naravne biome, naravne biotope. Se pravi, če pogledamo iz vesolja, sedaj vidimo več mest in preoblikovanih struktur, na primer šestkotne oblike, okrogle, kvadratne, se pravi neke matematične sheme, ki so že delo človeka in je tako vidno iz vesolja. Nekako sem sam raziskoval, kaj se dogaja z antromi, ki so nekako notranji antromi, se pravi bivalna okolja znotraj struktur zgradb. Se pravi, na primer, če gledamo, New York ima že več notranjih prostorov, kolikor je pa površina samega mesta, po kvadraturi. Se pravi, to je tudi en realen v bistvu biotop, habitat, ki se tudi širi na svetu. Večinoma človek živi v notranjih prostorih v sodobnosti. Tukaj sem potem razmišljal, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo še v tej smeri. Sploh v smislu, da pač je nek cilj določenih struktur znanosti in tehnologije, da bi postavili poslopja, neke strukture na Luno, potem pa na Mars, kjer bi bilo to neka zavetišča, habitati, kjer bi ljudje vmesno bivali, kjer bi tudi gradili neke naselbine. Kot neka osnovna struktura teh zgradb oziroma megastruktur sem nekako postavil geodezično kupolo. To, ko je Buckminster Fuller pred dobrimi skoraj 70 leti, se pravi sredi prejšnjega stoletja, nekako izumil. To so oblike, ki navzven izgledajo kot kupole. Sama struktura je pa sestavljena iz šestkotnih ali trikotnih oblik. In to so zelo, bi rekel, statično stabilne strukture, prenesejo veliko teže in površine. Se pravi, lahko raztegnemo na zelo velika področja, zelo veliko površino. Te kupole bi lahko bile tudi in so tudi že tako bivališča kot terariji ali herbariji, kjer bi lahko proizvajali hrano, kjer bi se človek lahko tudi zatekal v primeru naravnih ujem ali suše, na primer tudi. Da ne govorim o primeru, da bi nekako prišlo do nekih nuklearnih ali ekoloških katastrof, kjer bi bili dejansko primorani živeti pod nekimi takšnimi strukturami. Tako da v bistvu, če to vzporednico nekako potegnem na to razstavo, lahko rečem, da se dogajajo, vsaj polovica slik se dogaja znotraj kupol. Predhodno sem sicer slikal te kupole pred leti iz zunanje strani, no sedaj pa je verjetno že čas, da nekako razmislim, kako bi lahko potekalo življenje znotraj. Seveda to niso realni prizori, ne govorim o tem, da je to neko preroštvo, kako bi življenje izgledalo, ampak gre za neko kolektivno predstavo, že iz nekako tradicije znanstvene fantastike in tudi predstave mlajših generacij o tem, kako bi lahko prihodnost izgledala. In gre za neko v bistvu vesoljsko romantiko za pobeg v drugačne sfere bivanja, kjer se tudi v bistvu
ideološko spremeni struktura družbe, kjer se v bistvu mogoče tudi spremeni vloga raznih ideologij, religije in nasploh družbenih odnosov. No, lahko bi rekel, da v bistvu govorimo o eni možnosti habitata in to je v bistvu habitat, ki je nekako fizično, umetno zgrajen. Potem sem razmišljal tudi o dveh drugih habitatih in en je habitat aliantrom, je tudi v bistvu mentalni prostor, ki ga je človek nekako izoblikoval v 3D realnosti znotraj medmrežja, ki tudi verjetno ima neko prosperiteto in tudi ljudje nekako se že navajajo in pripravljajo na to, da bojo nekako začeli kupovati piksle, ki so nekako kvadratni metri prostora. Se pravi, da že nekako kolonizirajo določene strukture, tudi ekonomsko predvsem ta piksel prostor znotraj 3D realnosti, kjer se bojo odvijale tudi razne storitve. Se pravi, gre dejansko za nek ekonomski prostor, za širitev ekonomskih interesov in tudi zabave in vsega, kar v bistvu obstaja na tem svetu. Se pravi, se človek širi tudi v ta prostor. Tretji prostor, s katerim se ukvarjam, je pa zelo v bistvu metafizično, govorim pa o nekem astralnem svetu, v katerem ljudje poročajo. Čedalje več, mogoče več slišimo danes o tem zaradi dostopa do informacij. Se pravi, ljudje poročajo po najrazličnejših prostorih, ki so bolj povezani mogoče z tradicijo nekih vizij, oblik, ki niso totalno materialne, gre za barvne oblike, gre za napol abstraktne, ampak se dogajajo vseeno neke socialne interakcije v teh prostorih. Na slikah vidimo tako prizore iz teh treh svetov. Če zdaj gledamo prvi prizor, bi lahko rekel, da gre za dogajanje znotraj kupol, ki se dogajajo lahko ali v prihodnosti na Zemlji ali pa prav tako lahko v vesolju. Gre za nejasne dogodke, nejasne obrede, tudi sami subjekti mogoče niso zares subjekti, so neke, bi rekel, predstave o tem, kako bi neki računalniški fantazmi o prividu mogoče, kaj bi lahko bilo kot subjekt, pa vendar ni subjekt na sliki. V bistvu še sam ne vem točno, kaj te figure delajo, ker sam proces dela izhaja iz mnogokratnih kolažiranja in prepletanja različnih podob. In ko pride do momenta, ko najdem pravo podobo, da nekaj spregovori, vem, da govori o nečem, vendar točno ne poznam vsebine. In tukaj se odpirajo mogoče ta bolj filozofska vprašanja, zakaj so rešilni čolni, na primer, v kupolah, pred kom bežijo, zakaj bežijo, zakaj so večinoma ljudje obrnjeni iz hrbta proti prizoru, ne gledajo v gledalca notri v sliko. Ali so to obredi, kakšne funkcije imajo te figure, to je vprašanje, mogoče mi to odprto vprašanje odgovarja. Na določenih slikah so pa potem bolj figure, ki so posamezne, ki niso v skupinah. Tukaj so pa predvsem subjekti v skafandrih, katerih se tudi obraz ne vidi in ponavadi lebdijo oziroma imajo ta romantičen nek pobeg, da težijo v nek prostor ali iz prostora. Potem na tretji vrsti slike, ki se pa ukvarja z tematiko astralnih svetov, so pa potem že figure, ki izgubljajo svojo človeško obliko, ki se bolj že razpadajo, abstrahirajo.
tudi izrazi niso zares čitljivi. Gre pa predvsem za neke, na eni sliki naprimer govorijo v bitki za človeško energijo, na drugi sliki pa spet o prizoru bližnjega srečanja s smrtjo androidnega človeka. Se pravi, tukaj se spet povezujem lahko na umetno inteligenco, na tridimenzionalni svet v medmrežju. Strukturno gledano ali formalno mogoče bi lahko rekel, da so slike ekrani, izhajajo ekrane, vendar niso popolnoma ekranske, ker se na slikah dogaja več prostorskih konceptov. Ne gre samo za nekako preris medijske podobe. Tukaj ne govorimo več o medijski podobi, o tem smislu, ampak je že ta medijska podoba preide v nadrealni svet, bolj slikarski. Tako da tudi formalno vidimo lahko na slikah, da se dogajajo prostori oziroma plasti, ki se nahajajo pred ekranom. Se pravi, gre za kombinacijo ali opna ali ekrana, se pravi, tudi gledano sliko lahko gledamo iz modernističnega vidika, če gledamo od blizu, daleč, je pa to lahko že postmodernizem oziroma že novo medijsko slikarstvo. Strukturno gledano uporabljam najrazličnejše metode kolažiranja, digitalnega kolažiranja. Pri tem se nekako približujem nekemu abstraktnemu načinu konstruirane slike z geometrijskimi vzorci, lahko so kvadratni ali okrogli. Lahko pa tudi uporabim glitch kot še dodatno neko informacijo oziroma vizualni pripomoček, ki nekako napeljuje na ta digitalni pogled. In pri tem uporabljam pa metodo op arta. Se pravi, to je metoda optičnega učinkovanja barv ali oblik, ki povzročajo na očesu migotanje. To so nekako izumili v 60. letih prejšnjega stoletja in je predvsem veljalo za abstraktno sliko. Mene ves čas zanimalo, kako bi nekako postavil ta optični učinek v figuraliko in se mi je zdelo, da bi lahko preko glitcha, se pravi digitalne napake, osmislil izrabo tega elementa, tako da v bistvu dobi funkcijo, da ni zgolj abstraktno, ampak da tudi ima nek pomen v sliki. Večinoma slike so obdelane barvno, predhodno. Se pravi, gre za kolaže, ki so premišljeni digitalno in gledam na njih kot na sliko. Ne gre za neko medijsko podobo, ampak jaz v kolažih vidim sliko in to je lahko prepletanje večjih različnih kolažev, naprimer od 10 eden in potem zberem naprimer 10 teh kolažev in jih spet prepletem med sabo, tako da se vsi originali zabrišajo in pride do totalne dekonstrukcije materialnosti te fotografije. Tega nekako v fizičnem kolažu ni mogoče doseči, ker tukaj lahko uporabim tudi juxtapozicijo kot en element prepletanja podob, se pravi, lahko podobe prepletam tako horizontalno kot vertikalno. Sam prenos potem poteka zopet preko svetlobe, se pravi preko projekcije. Sam medij je laneno platno. Slika se je od leta 20 do danes spremenila od prejšnjih, ravno zaradi tega, ker sem na primer več posvečal na sami materialnosti nosilca. Se pravi, predpriprava platna že sama je povzročila spremembo strukture slike. Začel sem z drippingom kot podslikavo, s tem sem nekako dobil migotanje same ploskve in potem tudi
ko sem nanašal lazurne nanose olja čez to, je sama površina platna zaživela v neki strukturi, ki je prej nisem imel na slikah.